počasi začenjali našo dvodnevno konferenco, smiselno organizacijo statističnih precej danes. Trajala bo 2 dni od 9 do 7 zvečer, kar je dolg, ampak za tako temo bi potrebovali še veliko več časa. Na samem začetku bi za kakšen pozdrav in nagovor prosila direktorja Inštituta Nove teorije, Tomaža Raznika, za uvodni pozdrav in uvodno misel. Dobro jutro vsem. Po dolgem času se spet srečamo. Mislim, da je že kakšne od COVID-a naprej se v takem številu pravzaprav nismo več srečali, v manjših zasedbah, ja, ampak na tako obširni konferenci pa pravzaprav še ne, oziroma po COVID-u. Moja dolžnost na tej konferenci, ki jo organizira naš Inštitut Nove revije, je, da se vsem iskreno zahvalim za sodelovanje. Čas pa mi je, da vas lahko na njenem začetku nagovorim. Pri tem bi se še posebej in z vsem spoštovanjem zahvalil Dejanu Komelu, vodjo raziskovalne dejavnosti našega inštituta, ki je vsebinsko zasnoval konferenco in osebno nagovoril vse sodelujoče k sodelovanju. Dejan, hvala lepa. Zahvala gre tudi Manci Erzetič, ki je več kot samo organizacijsko sodelovala pri njeni pripravi. Po pogovorih z Dejanom vem, da priprava konference ni bilo enostavno in lahko delo, ki se zgodi mimogrede. Osredotoča se v naše bistvo bivanja in ustvarjanja, na nas pa je, da se svojimi odzivi soočimo s temami konference, vendar ne kot brezbrižni sopotniki sedanjosti, kot je to postala pri nas splošna navada. V tem nagovoru se ne želim spuščati v teme konference, to prepuščam vam, referentov. Želel bi samo na kratko opisati okolje, v katerem bivamo in ustvarjamo, tako kot ga sam vidim. Spominjam se let pred osamosvojitvijo, kako smo bili naveličani takratnega sistema, ki je zatiral ustvarjalnost in podjetnost ter našo usodo podrejal svojim opravilno nesposobnim ideološkim zablodam. Hoteli smo sproščenost. Takratnost je bila polna zanosa in ustvarjalne energije, ki pa je po osamosvojitvi začela usihati in danes skoraj da že dodobra usahnila. Že takoj po osamosvojitvi smo se začeli kontiti v kontrolirani tranziciji starega sistema in njegovih podsistemov, ko je le-ta zaznal, da ni zadostne politične moči, ki bi ga lahko ogrosila. In danes, po dobrih 30 letih, smo še vedno ujetniki te iste sprege, ki občasno sicer kaže znake onemoglosti, a trdoživa ostaja na oblasti tudi z ohranjenim obujanjem preživetih ideoloških vrednot ter z vsem pripadajočim poljem sistemske korupcije in klientelizma. Branike te kontrolirane tranzicije najdemo v vseh sistemih in podsistemih države. So interesno in globinsko zažrti v mišljenjsko in vrednostno realnost kot razsejano rakavo tkivo, ki se ga kirurško ne da izrezati. Priča smo prilagajanju zakonodaje interesom sistema, ko je to potrebno za njegovo nemoteno delovanje in obstoj, čeprav je le-ta občasno v nasprotju z ustavo in pogodbo o delovanju v EU. Eden teh primerov je zakon, ki opredeljuje našo dejavnost. Pravosodje pa svojim delovanjem te anomalije pokriva in zakriva. Zasebna podjetniška lastnina, ki je nastala mimo oligarhiji tranzicijskega sistema in se je predvsem v zadnjem desetletju in pol kapitalno okrepila, zadržajno in bogaboječe uveljavlja pravice za svoj obstoj in delovanje. Strah pred uveljavljanjem teh pravic anemično prikriva za političnostjo, nekateri zaradi svojega deleža v raznoraznih kapitalnih zgodbah tranzicije, drugi pa zaradi strahu, da je tranzicijski sistem ne bi svojimi inšpekcijami in davčnimi pregledi zagrenil vsak dana ob vseh naporih za njihov konkurenčni obstoj. Tudi padanje ekonomske svobode in konkurenčnosti v primerjavi z našimi sosedi in svetom jih ne spodbudi k odločnejšemu izrazu nezadovoljstva. Vplivni mediji, ki so obstali v podrejenosti tranzicijskemu sistemu, nimajo avtonomne samozavesti, da bi kritično poročali o anomalijah.
Oblastna moč sistema uvaja cenzuro preko njihovih lastnikov, temu pa so se s primerno kadrovsko izbiro in za vzgojeno ideološko naravnanostjo in samo cenzuro podredili tudi njihovi uredniki in novinarji. Nove tehnologije in družbena omrežja, ki jih počasi omejijo, niso dovolj močni, da bi omajali to moč in ta vpliv. Akademski prostor kot generator mišljenjskega prostora je obstal v isti okoreli nazadnjaški funkcionalnosti, kot je deloval v prejšnji totalitarni državi s svojo sistemu primerno negativno selekcijo in z istimi vzorci mišljenja, metodami in delovanja. Ni časa, da bi našteval vse odkrite in prikrite podpornike tranzicijskega sistema, ki je svojo korupcijo in klientelizmom na svojo stran pridobil dobro tretjino zvestih sledilcev, tudi že njihovo tretjo generacijo, ki mu danes omogoča obvladovanje prostora. Če pa se občasne motnje delovanja sistema ne da ubiti, je v sortimanju revolucije vedno dovolj metod, da se zatre drugačne. Zato so kritiki, ki opozarjajo na anomalije, ki so v nasprotju z ustavo in načeli demokratičnega koncepta ali liberalne pravne države, javno onemogočeni in tudi eksistenčno ogroženi. Strah pred sistemom postaja prikrito vse prisoten. Tako vedno znova uspeva tej sistemski spregi uveljavljati sebi primerne koncepte bivanja in ustvarjanja. Spoštovanje drugih, iskanje dobrih rešitev, uveljavljanje dobrih praks, upoštevanje znanja kompetentnih posameznikov se kar naprej in vedno znova izkazuje za sistem in njegovo oblastno večino kot motnja, za druge pa kot neuresničene sanje. Posledično se zato danes soočamo s kaosom v celotnem tranzicijskem sistemu in podsistemih ter z otopelo in malodušno družbo, ki se realizira v svoji individualnosti. Na svoj način so tako številni posamezniki odmikajo v svoj svet v mlačno manifestacijo bivanja brez smiselne orientacije. Na nas je, da se iskreno vprašamo, ali smo nemočni in utrujeni ter naveličani izzivov, ali smo podlegli strahu pred oblastnim sistemom, nam manjka poguma, ali pa samo ne znamo najti odgovorov, kako se izviti iz tega stanja, ali jih sploh iščemo. Čas je za konferenco. Še enkrat iskrena hvala za vašo udeležbo. Najlepša hvala, Tomaž, za ta poglobljeno retrospektivo in usmerjenost vizije, kaj se lahko odpira v sklopu te konference v prihodnosti. Začenjamo pravzaprav na ta način sedaj prvi sklop, prvo sekcijo, v kateri prosim profesorja dr. Dejana Komela za predavanje, za nastop. Z naslovom Nihilacija v smiselni dezorientaciji.